Moraš vedeti, da moja največja nočna mora, ampak dejansko sanjam, kdaj o tem, je, da pridem in ni novic. Jaz sem zato začela na radiju delati, ko so rekli, da radio je medij, ki je tudi za grde ljudi. Mene fotografija nenormalno izpolnjuje. Neka vrste terapija mi je, no. Ampak sem pa svoje čase fotografirala celo rock koncerte v Stožicah v visokih petkah preprosto iz tega razloga, ker sem tam mal paket. Ljudje nimajo kritičnega očesa in ne vidijo, kaj je ustvarila umetna inteligenca in kaj je ustvaril človek. Takrat sem nehala na novicah delati, ker sem domov nosila vse, kar sem prebrala. Jaz sem en teden pred poroko sedela na tleh, jokala in ne bom se poročila s tabo. Lepo pozdravljeni v podcastu Dolenjskega lista, v katerem gostimo izjemne posameznike in posameznice iz naše regije, ki nas navdušujejo s svojim delom, znanjem, talenti, dosežki, pa tudi izjemnimi zgodbami, tistimi življenjskimi, ki jih ustvarjajo skozi samo življenjsko pot. Današnjo gostjo življenje vodi skozi presenetljivo raznolika ustvarjalna poglavja. Prihaja iz Žužemberka, njen glas poznamo iz radijskih valov, njene fotografije iz slovenskih odrov. Njeno ustvarjalnost pa začutimo tudi v globinah morja, kamor se z veseljem potaplja. Nekoč pevka skupine Dežur, danes uspešna, tudi večkrat mednarodno nagrajena fotografinja v prizoritvenih dejavnosti in umetnosti, radijska voditeljica in ženska, ki se loteva izzivov z odprtimi očmi, velikim srcem in veliko radovednostjo. Darja Štravs-Tiso, dobrodošla. Živjo, Sabina. Tako lepo me pa še ni noben napovedal. Ja, mi je v čast in veselje, da sem to lahko storila. Bova se tikali, ker se res poznava že dolg časa. Milijon let. Mikrofon ti res ni tvoj, kamera, vsaj tista fotografska tudi ne. Ja, raje sem za kamero, veš. Tisto prava, ne? Ja, nekako se nikoli nisem počutila, veš. Jaz sem zato začela na radiju delati, ko so rekli, da radio je medij, ki je tudi za grde ljudi. Kako se ti je to takrat zdelo? Ja, super. Jaz se sicer s tem ne bi strinjala. Zakaj? Zato, ker menim, da z glasom zelo veliko poveš, ne? In če imaš recimo nasmejan obraz, če si lepa oseba, če si dobra oseba, se to po radijskem metru oziroma v radijskem metru zelo dobro sliši. In pri tebi mislim, da tukaj sploh ni dvoma. Ne, veš, da ne vem, ampak mene so vedno fascinirali glasovi. In že preden sem začela na radiju, sem poslušala enega voditelja, sicer mislim, da je bil švedski ali pa celo nizozemski, se ne spomnim zdaj, ker je imel nenormalno lep glas. In potem sem ga šla pač malo postokati na internetu, pa si mislila, da boš, da bi ostala samo pri poslušanju. No, ampak to poslušanje, pa zdaj radijski mikrofon, se prepleta v tvojem življenju še z marsičim drugim. In midve bo danes naredila en tak mozaik skozi to tvojo življenjsko pot, ki zagotovo skriva še kakšen izziv, zagotovo skriva še kakšno prijetno presenečenje, upam, ker si pač takšna, da stremiš ves čas k nekim stvarem, ki ti dajo energijo, ki te izpopolnjujejo, v katerih čutiš strast. Ampak če te moram zdaj vprašati, kje čutiš to v tem trenutku največjo strast, največjo ljubezen? Tlele bi težko rekla, da samo eno. Ampak recimo, če bi zdaj čisto na vrh te gomile stvari, ki jih počnem, postavila, bi mogla dve postaviti. Ker mene fotografija nenormalno izpolnjuje. Meni je fotografija, neka vrste terapija mi je. No? Velikrat, ko sem bila recimo čist na tleh, me je to rešilo. Radio je pa moja prva ljubezen. To je bilo pa tisto, ko sem bila stara 13-14 let, jaz bom delala na radiju. Ne vem, radio kot medij me tako zelo fascinira, ker se mi zdi, da človeku s to svojo z zvokom ponuje eno tako intimo, da si sam z nekom. Zato mi je všeč radio. Fotografija pa ne vem, to je pa ljubezen od nekdaj bila. Čeprav sem začela šele, gledam sem razmišljala, mislim, da 15 let nazaj.
Tako da takrat prej ne štejem tistih kompaktov, veš, kaš kljocniš nekam 5 valov na morju. Zdaj prav razmišljam, na Radiu Krka si delala tu v Novem mestu, Radio 1 je tvoj drugi dom pravzaprav, tam je tudi tvoj življenjski partner zaposlen, vidva ste tam prepletata. Ne vem, tako, res mi je zanimivo, ker ti si rekla, da si že pri 13-14 letih rekla, da boš delala na radiju. Meni je zanimivo, jaz sem to rekla recimo, da bom športna novinarka. In se mi zdi, da ljudje, ki takrat tako jasno, s tako strastjo in energijo rečemo, da to bomo, ker to je za nas, da tukaj potem res lahko uspemo. Se ti zdi, da je to ključ? Da že kot otrok, mladostnik, tako velik žar in energijo čutiš ob eni stvari? Pa jaz mislim, da potem stremi vse v tvojem življenju nekako do tega, da ti prideš do tega. Ker jaz se spomnim mojih prvih začetkov, jaz sem prišla na Radio Krka, ki je, mislim, da oni so štartali junija, začetku leta, oziroma prva polovica leta, jaz sem zaključila gimnazijo in potem septembra prišla tja, vstopila suvereno noter od pre 17 in rekla, jaz bom kle delala, kdaj se lahko začnem učiti in so me gledali kot tele. Kaj govoriš? S kom si se pa zmenila? Ja, še z nikomor. Ampak to je začetek. Ampak to je bil začetek in potem sem hotela biti tonska tehnica. Mene je glasba fascinirala. Za mikrofonom sem pa prestala po sili razmer, ker eno jutro ni bilo spikerja in je moj mož, ki je bil takrat tudi moj sodelavec, rekel, da pejte. Zdaj, kako to misliš? Ja, 5 novice prebrati. In si šla? In sem šla in sem vanga zmetala vse kemike, ki so bili na mizi, kar sem pač mislila, oziroma sem jaz del, da mi teži. In je on rekel, se si znaš sama delati, pa je vstal, pa je šel, pa sem ostala sama z mešalno mizo, z mikrofonom, z vsem, tako v redu je. Zelo zanimivo, ne? Zdaj si mi omenila te začetke, ampak tudi pred kratkim se ti je ravno v jutranjem programu Radia 1 zgodila ena taka zanimiva štorija, ki jo lahko zdaj le poveš tisti, ki niso poslušali, še ne vejo. V jutranjem programu te tudi jaz spremljam že zelo dolg časa. Sicer zadnja leta nisem toliko ob radijskem sprejemniku, oziroma ne poslušam radija zjutraj, ker se ne vozim, pa ful je zgodaj. Takrat še otroci spijo, takrat še jaz spim. Ampak res se ti je zgodilo to, kar mi navadni smrtniki bi rekli, pa sej to je normalno, da se nam res lahko zgodi, da si zaspala. Ja, jaz sem prvič v življenju zaspala namreč. Vse enkrat prvič. Ker zvečer sem prišla utrujena z nekega dogodka, ki sem ga fotografirala in sem si pozabila uro naštimati za zjutraj budilko. In sem se tako nenormalno spočita, čila, zbudila 20 do 6, ob 6 so prve novice, poslala Audiču sporočilo, zaspala sem, dobila odgovor, top. Ker je že vedel, kaj to za njega pomeni v programu. Ja, materialne. In potem sem tako 3 minute gledala okrog sebe, a si skuham kavo, pa se ne preoblečem in grem v pižami, a se preoblečem. Jaz sem pač riskirala, vrgla nase nekaj in bila 10 do 6 tam. Na hiter skup vrgla nekaj, kar je bilo približno podobno novicam in prišla v studio. To zdaj nekaj podobno novicam je ta samokritičnost, verjetno, ker si že toliko časa v tem, da veš, kako bi izgledali tiste prave. Moraš vedeti, da moja največja nočna mora, ampak dejansko sanjam, kdaj o tem, je, da pridem in ni novic, in ni ničesar, in ni materijala, in ni o čemer govoriti. Ful bi bil dober ta dan, v resnici, tako za svet, ampak za mene. Omenila si, zakaj bi bilo to dobro za svet? Verjetno zato, ker je čist preveč vsega, preveč vseh teh novic, preveč informacij, preveč tudi fake newsov, po drugi strani pritiskov z vseh strani. Ja. Kako se ti v tem počutiš? Ker sama sem takšna, da sem si res rekla že pred časom, ravno zato sem šla ven iz novinarskega sveta in newsa skoraj nič ne poslušam. Ja, jaz sem ful let nazaj, zdaj ne vem, mogoče 17 let nazaj nehala na novicah. Ne, moram zračunati, 2004 so bili tisti tsunami pa potresi. No, torej 20 let. No, 20 let nazaj. Ja, 2,25 se končuje. Tako, dobro. Takrat sem nehala na novicah delati, ker sem domov nosila vse, kar sem prebrala. Torej število žrtev, katastrofe in sem doma jokala. In potem 13 let nisem pogledala nobenih novic. Ni bilo nič. Izogibala sem se. Jaz sem vodila nočni program, v katerem je bila kultura, glasba, šport, take lepe stvari. Potem sem se pa vrnila, mislim, da med covidom. Ampak se mi zdi, da človek skozi leta dobi trdo kožo in se naučiš selekcionirati, oziroma filter imaš, ne? Postaviti mejo, ja. Čeprav, ko so bile
velike poplave avgusta pred 2 letoma, ne? Takrat sem jokala v novicah. Ja, krvavi smo pod kožo. To se veliko krat s kom pogovarjam, kad dela v medijih, ko se pričakuje od televizijskih voditeljev in voditeljic, da ne bi pokazali čustev, ampak se mi zdi, da ko pride neka taka stvar, vsi smo ljudje. Jaz sem pri vsakih novicah se na koncu zjokala v eter, najprej. Tako da jaz bi bila res vesela, če bi lahko samo še lepe novice brali. Jaz se trudim vsaj eno v vsak blog dati tako luštno, zabavno, pozitivno in lepo. Ker rabimo lepe stvari v življenju. Daj mi povej, kako si pa ob vsem tem, kar počneš, narediš tist svoj mir. Kaj je zate mir? Je to tišina? Je to samota? Ali si res tok, da imaš rada ljudi okrog sebe in da te to dodatno polni? Ne, sem človek, ki uživa v samoti. Jaz si ful želim dneva, ki bi mi bilo malo dolg cajt. Ne veš, če ga boš dočekala. Ne? Tako da branje knjig vedno. Hoja. Jaz ful rada hodim, pa si dan kakšno noro dobro glasbo. Trenutno sem v fazi italijanskih. Že tako 8 mesecev. Potapljanje. Tam si pa 1 uro brez telefona, brez informacij, sam s sabo, s kontroliranim dihanjem in tišino. Mislim, ni čista tišina, ker mehurčki znajo, ki jih izdihavaš, so zelo glasni, ampak se jih naučiš odmisliti. Tole potapljanje, tole me je tudi fasciniralo, ko sem prvič pri tebi opazila. Odkje to, da boš ti to začela delati, da se boš šla potapljati, tudi narejen imaš tečaja, ne? Vse ta strokovna izobraževanja, to ni, da narediš enkrat, pa je potem kljuca. Ne, lahko. Zdaj si že seveda šla v to dodatno svojo strast, se pravi, ne samo potapljanje, ampak še fotografija. Ne, fotografija je bila kar od začetka potapljanja. Ja? To se je začelo z nekim šnorklanjem pred stoletji, v začetku tega stoletja v Rdečem morju in takrat sem jaz rekla, da bom naredila tečaj. Potem pa ni denarja, ni časa, ni volje, ni nekaj in se mi je zgodilo pred zdaj 2017, da sem pa po nekem čudnem naključju spoznala enega inštruktorja in sem šla narediti ta potapljaški tečaj, ki mi je zdaj vodil do tega, da sem dive master, pa zdaj počasi grem v tehnično potapljanje. Fotografija je pri mojemu potapljanju postala zelo na ne vem katerem mestu. Ker tja prideš umiriti glavo. Se to samo hotela reči, da ko si se ti začela potapljati, ni bilo tukaj nobene veze s fotografijo še? Ne, jaz sem imela fotoaparat vedno s sabo. Od začetka. Meni ga je inštruktor potegnil z rok in rekel, da fokusiraj se na to, kar imaš ti se za naučiti, ne pa fotoaparat, in mi ga je skril. Tako da fotoaparat je vedno z mano, samo včasih kar malo odbingla. Ne vem, kakšen dan mi kar ni, pa je tam nekje. Ker je bolj pomembno, da sem sama s sabo. Tako. To je bila v bistvu moja misel, da sem se hotela vprašati, ko si se začela potapljati, tvoj prvi potop, kje je bil, recimo? Ajde. Na Krku. V Šilu. Šilo, evo. A je bil takrat že fotoaparat s tabo pri prvem potopu? To je neverjetno, res. Grozen je, veš, to prvič. Kaj zdaj rečeš, da je tvoja prva ljubezen fotoaparat? Jaz verjetno moj mož to ve, če bi mogla zbirati, s kom spim v posli, bi bilo okrog mene, tako po moje, vsi fotoaparati, ki so. Da jih varuješ? Da jih varujem, ne vem, si kavč je to dobro, ne? Ne, fotoaparat je pa res, se ti pravim, to je moja terapija, to je moja rešilna bilka. Jaz sem spoznala pred leti enega fotografa, ki mi je razlagal, on je imel odvisnost vse sorte in je rekel, to je moj rešilni čoln. In ga nisem razumela, sem bila takrat še v muski, fotoaparat še leta potem ni bil niti v mislih, ampak zdaj ga razumem, veš, ko si čist na tleh. Je to stvar, ki ti pokaže nekaj lepega. Pa naučite lepo gledati. Pa naučite videti stvari, ki jih, ko greš mimo, drugače sploh ne bi opazil. Zelo zanimivo. Kar ima pa s fotografijo veliko povezavo, je pa tudi ena od tvojih izpolnjenih želja, ker si to dolgo časa želela, pa zdaj že nekaj časa to počneš, da fotografiraš tudi uprizoritveno umetnost v SNG balet in opera, ne? In ko jaz opazujem te fotografije, priznam, ne hodim prav velikokrat v to ustanovo, čeprav je čudovita in imam zelo rada in glasbo in ples, ampak se mi zdi, da ko pa opazujem tvoje fotografije, ki jih od tam narediš in jih deliš z nami na družbenih omrežjih,
To je res nekaj posebnega. Ja. Veš kaj, moraš vedeti, da to je bila moja prva želja. Moja fotografija se ni začela s tem, da bom jaz fotografirala sončne zahode, pa morje, pa valove, ampak pri meni je bilo, jaz hočem fotografirati oder. Luči, ljudi, zgodbe. Ker meni so to pravljice, ki jih nehamo brati, ko odrastemo. Ampak ti jih imaš tam še vedno, veš, nekdo ti jih ponudi. In ko sem delala klasično solo petje, tlele pri Ireni Jeboh, Tiran, sem rekla, jaz bom v operi. In v operi bom, ali bom v zboru, ker solistka pač nisem material za to, ali bom pa počela nekaj drugega tam. In potem se mi je zgodila fotografija. Tako po takem čudnem naključju, da sem jaz na vse možne uprizoritve, ki so bile brezplačne, hodila in so opazili moje fotke v nekem trenutku in se me povabili na sestanek, ker je njihov bivši fotograf ravno zaključeval kariero tam, ker mu ni več zneslo in sem jaz stopila v zelo velike čevlje. Mislim, zdaj, ker razmišljam, So ti zdaj že kaj bolj prav, verjetno, ko imaš že toliko izkušenj, ti čevlji veliki. Ne, zdaj so mi top. Kot obsedenka s čevlji jih obožujem. Ja, no, evo, glih spet sem te hotela to vprašati, ne. Smo imeli pred začetkom snemanja za tiste, ki pač ne vejo, pogovor o visokih petkah, ne. In na radiju se spomnim, da ste imeli punce te petkove petke, ja. In sem te takoj vprašala, če to še traja, pa si rekla, da ne. Ne, pri meni traja. Mislim, petke imaš skozi, ne. Ampak tako, a jih imaš tudi na koncertih, a jih imaš tudi ko fotografiraš, a se tako dobro res počutiš, ker noge bolijo. Mislim, jaz to čutim, ne vem, kako se ti počutiš. Ja, draga moja, moš udobne najdati, veš. Jaz gledam, da so take, da se da hoditi, pa laufati, pa hiteti v njih. Torej niso to une špičaste tanke petke? Ne, se ubiješ, kje. Ampak, dobro, jaz sem navajena visokih pet, ni nujno, da so 10 centimetrske, to je previsoko zame, celo zame. Ampak sem pa svoje čase fotografirala celo rok koncerte v Stožicah v visokih petkah preprosto iz tega razloga, ker sem tam mal paket. Ker si jaz prav ne dosežem, veš, prav veliko. In vsi veliki fotografi tam pred mano, jaz tako, kaj ni druge, kot da v petkah hodim s platformo. Da mal štrliš potem ven. Ampak veš kaj, s temi koncerti mi je pa tudi to zanimivo. Ja, si pred kratkim objavila, Siddharto obožuješ, ne? In zdaj si bila na koncertu njihovem v Stožicah. Obstaja pa, ko fotografiraš, tudi en strah. Ja, pri meni, jaz se bojim ljudi. Jaz se generalno se bojim ljudi, ne samo na koncertih, ampak povsod, recimo, če grem kupiti si karto, si bom kupila nekje gor parter, ker me je strah tega, da me stisne v publiki, plus da nič ne vidim, ne, spet, ta mali paketi. In zadnje čase se velikrat zgodi, da fotografiramo fotografiji iz publike, kar je bilo meni mislim, da je v petek, kdaj je bil koncert. Mislim, ker je bil koncert, tedna, ja. Je bil, meni je bilo tako strah, meni je bilo tako grozno, ker sem vedela, da se bom mogla prerivati med ljudmi, vsi bojo polivali pivo, vsem bom šla na živce, ker so kupili ta najdražje karte, da so lahko spredaj v tem VIP oddelku. In sem na začetku koncerta se najprej zjokala, tako vse, malo se je videl, pa sem se malo... ker mi je bilo toliko enega samo premagovanja, ali ne sploh to počnem, ali ne grem kar domov. Ampak sem bila tako zadovoljna na koncu, ker sem premagala in sebe, in ta strah, in naredila, mislim, da kar dokaj všečne fotografije. Tako da sem si obdržala, kot opomnik, da se da iz najbolj groznih in strašnih situacij potegniti nekaj dobrega. Tudi omenila si prej, ko si šla delat, ko si pač imela željo, da greš delat na radio, si se na Radio Krka kar pojavila. Ja. Ampak, ko si šla pa v SNG balet in opera in balet, pa nisi tega naredila, da bi kar sebe ponudila. Si začela najprej tako malo, ne? Veš kaj, smo meni zelo visok kodeks. Če obstaja fotograf, hišni fotograf nekega zavoda oziroma česarkoli, da imajo uradno osebo, če imajo uradno osebo, jaz ne bom šla tja. Ker nimam pravice. Ta človek, ki tam dela, se je trudil in boril, da je tam, kot je. Tudi, recimo, imam zelo dobrega prijatelja, pa rekel, pa zakaj ne prideš fotografirati tega koncerta, ki ga jaz delam? Zato, ker je to tvoj teren. Zaradi tega, ker si ti svojim delom, svojimi izkušnjami, svojim znanjem, svojim
tem, da si tako dober prišel do tega, da si njihov. To se mi zdi zelo pomembno sporočilo v današnjem svetu, ko je čist preveč kopiranja, da o umetni inteligenci sploh ne govori. Ja. Kakšno je tvoje mnenje kot umetni fotografinja inteligenci? o umetni inteligenci? Jaz jo obožujem. Jaz sem si, jaz sem si vzgojila sužnje. Ne veš kaj, meni umetna inteligenca ni mi grožna. Kvečam pomoč mi je, meni skrajša mogoče, a veš, ker konec koncev vsi fotografski programi, ki jih uporabljamo za obdelavo fotk, vsebujejo ogromno umetne inteligence že. In če mi ta umetna inteligenca skrajša čas dela za 1 uro, ki bom jaz lahko šla na kolo ali pa ne vem, v hrib, hvala tistemu, ki si je to zmislil. Tudi pri ostalih stvarih, veš, ne vem, pri novicah. Ti pomaga? Mi pomaga, če rabim preveriti. Jaz velikrat recimo novico vidim, pa če nisem ziher, da je kredibilna, bom vprašala, da mi pokaž mi linke, poišči mi vire, preveri. In veš, koliko časa bi jaz eno stvar preverjala? Zelo dolg, ne? Ja. Vidim jaz tudi pri sebi. Se to za tebe, ker sem se pripravljala, sem podobno naredila, ne? Ja, poišči vse. Vse medijske objave, ne? In potem so veri zraven napisani. Glej, mislim, da nam bo olajšalo življenje, če se bomo naučili uporabiti v svoj prid. Tako da jaz ne zavračam umetne inteligence. Sem proti temu, da umetna inteligenca ustvarja umetnost. Ker vendarle gre za mašino. Tlele gre za, mislim, tlele ni inteligence, tlele je samo za superkompjuter, ki je toliko hiter, da ti v tistih nekaj minutah naredi tisto, kar bi ti, ne vem, delal nekaj dni. Mogoče. Sem proti temu, da ustvarja glasbo, sem proti temu, da ustvarja fotografije, imidže. No, se to sem te pa hotela vprašati, da so neke fotke narejene samo s tem, ki jih potem ljudje uporabljajo kot, ne vem, ali cover fotke, ali ne vem, tako. Jaz večjo težavo vidim v tem, da ljudje nimajo kritičnega očesa in ne vidijo, kaj je ustvarila umetna inteligenca in kaj je ustvaril človek. Sploh recimo pri podvodni fotografiji, ker ljudje ne poznajo, kaj je v vodi, večinoma. Res, ja. In se potem pojavi nekaj super luškanga iz blaznih morskih globin in vsi ohajo in ajhajo in si mislijo, kaj živi tam. Ne, to je fake. To ne obstaja. In jezi me, da take stvari niso označene kot produkt umetne inteligence. Blazno me to jezi, ker se mi zdi, da bi morali ljudje vedeti, kaj je ustvaril človek in kaj je ustvaril računalnik. Se strinjam. Tle je ta težava. Tudi ne vem, ravno zdaj sem pa imela eno novico o tem, kako kvarno vplivajo posnetki živali na otroke sploh. Ustvarjeni z umetno inteligenco, ker dajo napačno informacijo o tem, kaj živali so. In potem imaš super cute leve, ki se igrajo z ljudmi. Ja, ne, to je divja žival, ki ti lahko nekaj naredi. In potem bi ljudje na podlagi teh luškenih fotografij ustvarjajo si napačne informacije. Tako. In tega je ogromno. To v bistvu se tudi vidi, jaz sem imela eno tole situacijo v bistvu v vsakdanjem življenju, pa ni mogoče toliko povezano z umetno inteligenco, ampak dejansko iz otroških knjig, ti bom dala primer, moji 2, ko berem pravljice in če je kakšna fotografija, da otrok boža konja, in potem beremo pravljico in potem gremo mi, zdaj pa otrok se drugače, moje se ne ukvarjata z jahanjem, nimata te neke bližine s konji, ampak ko smo pa šli na sprehod, smo pa prišli do enih tam v bližini. In naše 2, podobno kot pri kužkih, pač ne moreš kar stegniti roko, kljub temu, da je konj tam blizu, kar stegniti roke pa začeti bože. Zdaj, tle sta imeli srečo, da so bili zraven tudi lastniki, pa da so enega ponija glih jahali, pa da so to konji, ki so udomačeni. Ampak v pravljicah so tudi take stvari, kar je potem že v vsakdanjem resničnem življenju lahko napačna interpretacija. Kaj šele, ko naredi to umetna inteligenca, ko se vse povsod širi, ko ljudje tega sploh ne znajo ločiti, pa pridemo do tega. Lahko prideš, potem je pa nesreča, potem je pa žival kriva. Tako, ni tako, ne? Kakšno imaš pa mnenje o avtorizaciji glede tega, prej si dobro omenila tega fotografa, če je pač uradni fotograf, da se ne želiš zraven vpletati, da ne želiš biti nekdo, ki bo nekoga izrinil iz enega položaja, spoštuješ vse svoje fotografske kolege. Kakšen dobiš pa feedback od njih, oziroma ali imaš kakšno izkušnjo, ko je bilo tvoje delo
kopirano, ko ni bil naveden vir, ko se je ne vem kakšna tvoja fotka, ki je pojavila v napačni obliki ali pa brez navedbe vira? To, da ni naveden vir oziroma avtor, se zgodi. To se dogaja zaradi tega, ker nekdo pozabi, spregleda karkoli, veš, hitiš z objavo. Ampak načeloma jaz opozorim, pa nihče nima težav s tem. Da bi se zlorabljalo moje fotografije, še nisem doživela. Oziroma, večkrat se je zlorabila kakšna fotografija, ne vem, tako bizarna. Sončni zahod pa je nekdo objavil kot svojo. Obstajajo taki ljudje, tako da je prosim. Pet s telefonom vam pa jo nared. Ampak če to klepa. Ja, super. Strani fotografskih kolegov pa sploh pri nas fascinira me to, kako se podpiramo med sabo. Jaz sem samo enkrat na svojih začetkih doživela, da sem prišla na eno novinarsko fotografirati in sem enega ful velikega fanta prosila, mi daš malo prostora, ne? In je on rekel, daj spi mala, ker je to moški posel. Zdaj, tako ja, najbrž pa ti ta objektiv kompenziraš čim drugim. Maybe. Potem kasneje, pa nikoli, mi imamo skupine, v katerih se pogovarjamo o tem, kako obdelati fotografije. Da drugemu pomagate. Ne? Ja, ker fotografija je toliko individualna stvar, da vsak gleda drugače. Jaz sem lahko na istem mestu, v istem trenutku, bila sem prav s tem mojim prijateljem, stala sva na istem mestu, mi dva imamo popolnoma različne fotografije. Isti oder, enaka luč, isti igralci. Popolnoma različno sva gledala. Ker sta različna, moški, ženska. Prvič, moški, ženske popolnoma drugače vidimo, tudi recimo se pri nekaterih profilih fotografije je to tako zelo očitno, da ne moš verjeti. Plus, da vsake oči drugače vidijo. Jaz bi bila včasih v glavi od kakšnega mojega kolega za neki trenutkov, ker so izjemni. Ker jih ful cenim. Ful dober. To se mi zdi fajn slišati in super, da si to delila z nami. Bova se pa dotaknili še enega področja, ki je v bistvu tudi del tebe že od tvojih otroških let. In to je glasba. Ja. Glasba, ampak to je zdaj glasba, ki jo spet lahko, tako kot imaš na radiju različne delovne obveznosti, pa si delala malo v nočnem programu, pa v jutranjem programu, pa tudi na Radiu 1 si ti zadolžena za fotkanje vseh teh akcij, ki so, da imamo res čudovite fotografije in fotoreportaže. Tako je pri tebi z glasbo že dolgo časa, več kot 2 desetletji, če se ne motim, igraš kontrabas. Se pravi, novomeški simfonični orkester je ena plat, petje je druga plat. Tudi piano znaš igrati, ne? Jaz sem začela na klavirju. Tako da dajva iti malo v te glasbene vode, obudi malo spomine v tisto obdobje, ko si začela s tem. Jaz sem si neizmerno želela igrati klavir. Neizmerno. To je bila moja ljubezen. Meni je ati kupil nekega starega tigra, ki ni bil klavir, to je bil nek prastar, še vedno ga imam, prastar, ne vem, kako se temu reče. In potem sem rekla, da bi šla v glasbeno šolo in sem prišla na sprejemne s flauto, z blok flauto in so rekli, ti bo šla pa na klarineti. In jaz sem rekla, ne, jaz pa nam šla na klarineti in nisem šla 1. septembra, nisem šla v šolo, še enkrat na sprejemne, naslednje leto. Eno leto je minilo. Ja, eno leto je minilo, jaz ne grem nič drugega, hočem klavir in sem igrala klavir 6 let. Potem pa je bilo, potem se je pa zgodilo, da sem bila po bendih. Najprej smo bili mi narodno zabavni bend Poljub. Naši starši so se nažurali, kaj nikoli prej, pa nikoli pol, ker so nas vozili mulce 14-letne, veš, na špile. Potem je bil pa dežur. In tam je v neki provokaciji se zgodilo, da mi je nekdo rekel, mi bi pa rabili enega bas kitarista, ne. Pa je tako, kaj pa že se jaz naučim igrati bas. In spet je bilo tako, da sem jaz prišla v glasbeno šolo, korakala noter, potrkala na vrata od Tomaža Zorka, ki je učil kontrabas. To je bilo že septembra in mu rekla, kaj pa če bi jaz vam hodila na privat ure bas kitare? In on me gleda pa prav, kaj pa če bi ti hodila na kontrabas? In sva šla do ravnatelja in smo se zmenili in sem začela na kontrabas hoditi. Pa na solo petje hkrati, da mi ne bilo dolgceta, veš. Pa smo spet tam. Ja. Tako da, in me je glasba pa spremljala skozi, mislim, bila pri dežuru itak, so bili taki ful lepi cajti. No, pa sem bila pri Farcih nekaj let,
Veš, kaj je človek z leti starata, pa rabi take stvari, ki se prej zaključijo. No, ne bi mi dve o starosti. Matineje so super, veš, ko si ob 11 doma. Ne bi ravno o tem, koliko smo mi dve stari, ampak vseeno, pri dežurih, recimo, jaz se te spomnim res, to so bila ta leta, Mojca je učila takrat na eni osnovni šoli, kamor sem jaz hodila, tako da jaz sem bila pol tako, pa učiteljca, tam je pa še ni dobro učiteljca imeti v bendu, ne? Ja, ne, pa še tako, pa ti si bila vedno taka blond, laski, pa ste pa zmagali na festivalu Slovenska popevka. Ja, leta 2004 na vrh sveta. Pa to so bili še časi, ko smo se mi mladi zabavali po diskotekah, ampak ne, recimo Otočec je pa imel tam eno restauracijo, kjer so bile večerje, plesni večerji, in tam ste večkrat igrali. Mi smo tam ogromno igrali. Meni to je bilo ta to asociacija fajn, na mojo mladost. Ne? Darja, pevka skupine Dežur, jaz pa žuram tako po diskotekah. Ful je bilo zanimivo to obdobje. Kaj se ti recimo iz tega obdobja, pa ne sem glasbenega, pevskega, ampak tako mogoče tistih časov spomniš, ki bi ti bilo fajn, da bi danes imeli, pa tega ni več. Je kaj iz tistih, ne vem, 90-ih let, 2000, prelom, tisočletja, ki danes nimamo. Pa družbeno mrežo jih nismo imeli, pa bilo čisto fajn nam. Ne vem, veš kaj, jaz pa tako pravim, svet se spreminja. Takrat imaš neki, zdaj imaš neki drugega. Takrat si mlad pa neumen, zdaj si pa sem še neumen. Pa mlada po srcu vedno. Ne, mislim, a veš, hočem ti povedati, da ti so bili ful lepi cajti. Mi smo ogromno doživeli, ogromno videli, festivali. Jaz mislim, da z Dežurom sem bila na vseh ta velikih slovenskih odrih. Tako da to si lahko pišem. Doživeli smo Švico, doživeli smo Italijo, res ogromno stvari, da bi šla nazaj, ne bi šla. Meni je lušten zdaj, ker a veš, zakaj obžalovati nekaj, kar je mimo, oziroma zakaj iskati nekaj, kar se ne bo več zgodilo, če lahko izkoristiš čas zdaj. To se mi zdi tudi pomembno sporočilo, biti tu in zdaj, uživati v stvareh, ki jih počneš. Toliko lepega nas še čaka, upam, toliko lepega nas še čaka, zakaj bi nostalgijo zganjali, zakaj bi obžalovali, zakaj bi iskali neke preteklost. Jaz sem odraščala gor, brez interneta, z 2 jogurtoma, žemeljca pa štruca. Trafike, a ne delikatesi. Ja, zdaj je pa pač na voljo vse. Mi je fajn? Seveda mi je fajn. Bi zamenjala internet za ne-internet? Absolutno, da ne. Meni je to ponujanje znanja, ki ga lahko dobiš z 2 klikoma. Hvala. Tako, bodimo hvaležni za to, kar imamo in poskušajmo to, kar imamo danes, ne gledati na to, kako nam koristi, ampak mislim, kako nam lahko škodi, ampak predvsem, kako nam lahko koristi. Ja, plus, a veš, vsi pravijo, včasih je bilo lepše. Drugače je bilo. Ni bilo lepše. Da je to res tudi fajn. Ljudje smo nagnjeni k temu, da se spomnimo lepih stvari. Bolje je bilo tudi grdih stvari, ampak to pozabimo. Imamo to srečo mogoče. Jaz mislim, da je to dobra stvar. Ampak, a veš, zakaj ne bi živeli od zdaj naprej za lepe stvari? Se imaš ti bolj za Dolenjko ali bolj za Suhokranko, glede na to, da z žužemberskega konca prihajaš? Jaz sem za Dolenjko, jaz sem za Slovenko. To je zdaj, za Evropejko sem. Jaz obožujem Evropo, ampak ne vem, jaz težko rečem, da sem Suhokranka. Ne moreš ti Suhokranke potegati ven Suhe krajine, ker tu je. No, hotela sem pa imaš še kaj po žužembersko, po Suhokransko. Ampak veš, sem pa toliko časa preživela v Novem mestu že od, ne vem, osnovne šole naprej, da sem tudi za Novomeščanko. Zdaj pa, veš, pa tudi, dlje živim že v Ljubljani, kakor sem živela na Dolenjski, tako da sem tudi Ljubljančanka. Za vse tiste, ki imajo radi Ljubljano, ali? Obožujem Ljubljano. Jaz obožujem Ljubljano. Moj fotor je bil, ko sem bila mula, veš, na kmetih, grabila seno, pa zraven. Je rekel, ti boš v Ljubljani, ti ni za sem. Prihajaš pa iz družine, kjer ste 4 sestre? Ja. Zanimivo, ne? Kako imam fajn sestre? Imaš še vedno tesne stike z njimi? Moje sestre so najboljše, pa res. Najboljše nečake so mi naredile, ker jaz nimam otroka, veš, vse so podelile. Kako to, vem, to si enkrat tudi pisala, oziroma ni neka skrivnost, tudi meni si sama rekla, da nimaš nobenih tabu tem. In videti je iz tega, ko se človek s tabo pogovarja. Zdaj si pa sama rekla, nimaš otroka, jih daj pogrešaš, ali bi si želela. Dobro, zdaj imaš nečake, koliko imaš tega? Koliko si varuška bila, ko so bili mehni? Nisem bila. Jaz sem grozna teta, veš, k meni pridejo se pokvariti.
Jaz jih vse tiste stvari, ki jih starši ne jemi. To so tete. Ja, zato so tebe. To mi je enkrat moja sestra rekla, veš kaj, jaz jih moram popravljati, ko pridejo na pesek. Zato smo tete. Jaz sem se zelo zgodaj odločila, midva sva se zelo zgodaj odločila, da ne bova imela otrok. Kar mi je bilo grozno, je bilo, ja pa ti tik-taka, veš. Ja, seveda, kaj rečejo ampak drugi. Kaj pa boš drugač? Ja pa samo otroke pa moraš imeti, veš. Ampak, ja, kdo bo pa tebe pazil, ko boš stara? Jaz že zdaj gledam domove za ostarele, kjer mi je najlepše, ko me bo tam, veš. Dejansko sva se pogovarjala glih pred kratkim in sem rekla, ti kdaj žal? Ne, mi je fajn. Vreten bi mi je bilo glih tako fajn z otroci, absolutno. Seveda malo drugače, mislim zelo drugače, ampak ja. Veš, jaz mislim, da bi bila taka, kako rečemo, satellite mom. Tepla bi. Ne, veš kaj, včasih pomislim, če bi imela otroke, bi doživeli tisto, kar jaz nisem. Veš, si bi hodili na balet, si bi hodili v teater, si bi hodili v glasbeno šolo, čeprav jaz sem. Ampak po drugi strani ne, ni mi bilo nikoli žal. Še vedno mi ni. Mislim, ti res živiš polno življenje. Ne? To je en tak primer. Ravno za eno kolegico sem govorila, da za nekatere so to občutljive teme, ker pač ne morejo imeti otroka. Ne? Ja, in zato ljudje ne bi smeli spraševati teh stvari. To se strinjam. To mene moti, ker velikrat ti, ker rečeš, ja, kaj pa kaj vidva? Veš, zdaj pa sta porečena, kaj pa kaj vidva? Kaj pa, če imajo težave? Kaj pa, če se je glih nekaj zgodil, pa ono v tem trenutku si razparal srce? Brigite se zase, ljudje. Za svoje maternice, za svoje otroke imate veliko dela. Jaz sem te vprašala te zadeve, zato ker vem, da si to enkrat tudi sama izpostavila. Ti rada pišeš, tudi tvoji teksti odražajo, bom rekla, ne samo ta spekter vsega, kar ti počneš, ampak se mi zdi, da resnično znaš napisati, lahko je domišljijsko, lahko je pa resnično, ampak to, kako ti napišeš, je meni zelo pristno in zelo iskreno. To ti res dam en kompliment, rada imam pisanje, rada berem zgodbe in pri vseh tvojih blogih, ki jih tudi jaz berem že vrsto let, je seveda logično vprašanje, če bo kdaj knjiga iz tega nastala, to mi boš tudi povedala, ampak da ne grem stran iz te tematike. Kolegica ena mi je rekla, ne, to so pa preveč občutljive, pa ne tega spraševati, pa tako, pa saj ne veš, kaj bo odgovor. Pri Darji vem, da je to Darja že sama o tem javno govorila, javno je povedala, da sta se odločila z možem za to, ampak želim pa, ja, da se o tem govori tudi na tak način, kot si zdaj ti sama rekla, da ne sprašvati pa o tem kar tako direktno, ker tudi jaz, če ti ne bi tega že povedala, pa če jaz tebe ne bi res čutila kot eno odprto dušo, te ne bi tega vprašala. Ker imam kolegice, za katere vem, da si to želijo, pa ne morajo imeti. Zato je grozen. In o tem ne govorijo, ker so v procesu, ne vem, umetne oploditve recimo, pa jim ura tik-taka, pa so takoj rekli, glej, če nam rata, bom z veseljem o tem govorila, čez kakšne procese sem šla, kako sem se to podoživljala, takrat, ko pa si v tem, pa ni enostavno govoriti. Pa saj ti tudi tako ni, veš, tudi če si se odločil, ti je težko o teh stvareh govoriti zaradi tega, ker ljudje imamo pričakovanja, živimo po nekih normah, ki smo si jih ustvarjali skozi življenje. Ne? In če nimaš otrok, veš, kolikrat sem jaz slišala, kako nočeš otrok? To je čudno. Kako se boš pa osvestila v življenju? Z milijon drugimi stvarmi. Ampak ti to res kažeš, veš, ti res živiš to polno življenje in se mi zdi, da ko se takole pogovarjava, je nekaj na tem, prej si večkrat omenila naključno. A res verjameš v naključje? Ne. Ne, to se reče tako, ne? Ne, mislim, so stvari, ki se zgodijo zato, ker si na pravem mestu, v pravem trenutku s pravo željo. Ampak mora biti prava želja. Še vse, ne veš, tako da ne vem, če čist gre za naključje. Jaz mislim, da ne, no. Ampak ja, radi se tako izrazimo, ko govorimo o nekih stvarih iz preteklosti, da je bilo po naključju, da si nekoga spoznala, po naključju sem bila ravno takrat tam, ne. Pa, ko začneš to malo bolj tako življenjsko gledati, se mi pa zdi, da... Ja, ne, ker tudi, če nekoga spoznaš, pritegnilo te je si tam zato, ker si nekaj počel tam. Tako. Nisi kar prišel, zdaj bom pa jaz nekoga spoznal, zaradi tega moram biti tle, a veš. Mislim, a veš, tudi vesolje ne funkcionira tako, bi rekla, da ti kar prideš, pa se nekaj zgodi zaradi tega, kaj se je slučajno zgodilo. Ne.
Pri kontrabasu sem te prej hotela eno stvar vprašati. Šla sem prebrati tvoj opis o tebi, ki ga imaš v angleškem jeziku na svoji strani darin.net, da ti je ful všeč v simfoničnem orkestru, ker si tam nekje zadaj, pa skrita. Ja, a to je spet to, da iščeš. Veš, zakaj jaz to obožujem? Da hočeš biti v ospredju. Ljudje bi pomislili, da si želiš, da se vidi, sliši, govori, pač kdo je Darja, kje je Darja, kaj Darja počne. Veš, kaj meni najboljš? Da se skriješ. Nekdo mi je enkrat napisal, že cel življenje si želim vedeti, kako izgledaš. Pač ni šel googlat me, ker mislim, ne vem, očitno. A pa, ne vem, prišla sem na zdravniški pregled v službi, pa zdravnica rekla, jaz sem si pa vas čisto drugače predstavljala, sem nekaj javno, to visoko usno, to črno sem doma pustila. Jaz svet očitno, kaj to rečeš, ne? Ja, ne, veš, ker si je predstavljala pač tako zafrknjeno, ne? Tako da ne, tudi jaz obožujem temo. Veš, kaj meni najbolj grozen? Če pozabi v dvorani, ko fotografiram, luči ugasniti. Kaj se zgodi včasih? Ker se mi zdi, da sem tako izpostavljena, veš, tema te zaščiti. In zato imam jaz tako rada fotografiranje odra. Jaz sem pod stresom, če moram fotografirati 1 na 1 portret v studiu. Veš, kaj tako, ne morem, veš. Tema je pa tisti moj temni plašč. Ne vem, če ste gledali Arabelo. No, tam je imel en čarovnik ta plašč, ki se je vajnega zavil in je postal neviden, lahko je se preselil. V glavnem, meni je to najboljša stvar, da se skrijem. In kontrabasi, en moj fotografski kolega tle z Novega mesta, Robert, je enkrat rekel, joj, drž bo kontrabasiste v luči na enem koncertu. In jaz tako, joj, pa da je tako lepo sem bila tle skrita noter, veš, to če zafušaš, te noben ne vidi. Sliši, ajde, ampak. Vidi pa ne. Ne, tudi recimo v bendu, enkrat sem nastopala, mislim, da kot solistka na enem etnofestivalu, tako fajn, veš, 3. mesto po publiki, pa po strokovni komisiji, ampak to, da sem bila sama na odru, mislim, da je bilo vse na meni, je bilo grozen. Jaz pa Mojca v bendu sva bile the best. Kaj ste bile dve? Ja, veš, support, ne. Zato je orkester tak fajn. Plus orkester je ena druga stvar. Ti ustvarjaš glasbo za 80 ljudmi. In ti se moraš povezati, začutiti teh 80 ljudi. Veš, koliko je to dobro? Ta energija, ne? Ja, jaz ta prvič, ko sem bila v orkestru, prva vaja, ki je bila, špilali smo od Parme Ksenjo. Točno vem, kateri komad, ker sem odložila vse skupaj, začela jokati kurjo pot. Nisem mogla takrat odšpilati tega, ker je bilo tako najboljše na svetu. A veš, in to energijo, ki jo zdaj ti opisuješ in ki se orkester poveže, čuti tudi občinstvo. Gotovo. Kolikor vem, so vedno dobre reakcije ob slovenskem kulturnem prazniku, je vedno koncert. Veš kaj, se tudi mi začutimo to? Vsekakor, ne? Vi tudi dobite tudi nazaj, ne? Oder je zelo vzajemen, če imaš ti publiko, ki ti daje. Boš letel. Če pa ne boš imel, če boš imel pa spodaj en kup dreves, kamnov, boš pa prišel domov prazen. To je ta problem. Veš, vse teče, energija vedno teče. Kakorkoli pogledaš. To je res. Kakšen je tvoj dan? Nam rekla, ko ne delaš nič, ker vedno nekaj ni tazga dneva. Ampak recimo, da mi opišeš svoj en tak umerjen dan, ko ne rabiš iti nič fotografirati, ko nisi pred radijskim mikrofonom, ko te ne čaka snemanje voice-over, se pravi reklam ali pa risanke, tu čakaj sinkroniziraš. Ne, to sem nehala, veš kaj, zdaj sem samo še voice-over za Pop TV. Ja. Se pravi, ko nimaš nekih snemanj, ko ni treba iti v radijski studio. Ko me ne preganja ura, ko te ne preganja jutranja ura, ali kakšna druga, tudi večerna, ker moraš se držati tega, kdaj je kakšna predstava, ne? Kaj takrat ti res počneš tako na easy, ali si tudi takrat tako skozi? Ne, zdaj si mi dala tako prav sliko mojega idealnega dneva. No, ajde, opiši ga. V pižami sem pol dneva, spijem 3 kave, ker sem tako nora na kavo, to bi bilo lahko moje srednje ime. Potem si pogledam kako serijo, to mi je tako dobro. Pa se zraven imam slabo vest, ker zunaj zihar sije sonce takrat. Ti pa gledaš na polno te serije. Ja. Berem knjige. Kakšne? Najraje ali pa imaš različne žanre? To je pa čisto odvisno. Jaz obožujem kriminalke drugače, ampak se tudi lotem kakšne zelo recimo Zadnje ljubezensko pismo je moja najljubša ljubezenska zgodba vseh časov.
Svetloba v Provanci, veš, take malo mičken diabetes knjige. Pa cukra ne. Ja. To, ne vem, biografije, karkoli, samo da mi tečejo črke, da mi tečejo besede. In spet smo tam, knjiga, a bo kakšna s tvoje strani, si že kaj razmišljala o tem, si že celo začela kaj pisati, ker teh blog zapisov se je že kar lepo število nabralo. Ja, jaz sem včasih pisala kolumno, veš. Potem se je pa epidemija zgodila, pa smo vsi nekako prazni ostali in sem nehala in potem leta in leta sem bila tako, a veš tist, ko imaš v glavi milijon besed, ki se nočejo sestaviti, ko en tornado zujijo ko roj čebel in nočejo se sestaviti. No, potem sem se pa enkrat vozila nekam prav daleč in sem poslušala eno italijansko kancono, noro lepo in sjalo je sonce in sem se mogla ustaviti na parkirišču in pisati. In to se je zgodilo in od takrat teče. In zdaj imam napisanih dobrih 100 zgodb, ki sem rekla, da jih bom spravila v knjigo, ampak enega bi rabila, da bi namesto mene jih še enkrat prebral, ker jaz sem rekla, moram še enkrat vse prebrati, pa izluščati, veš, 100 jih iz vseh teh 100 in nekaj. Torej enega urednika? Ja, nekoga, veš, ki bi me začutil. Ampak spet, jaz sem tak control freak, pa mislim, da moram vse sama in bom verjetno to enkrat na enem dopustu sama počela. Kaj počneš na dopustu? Kakšen je tvoj sanjski dopust? Ne sanjski dopust, kakšen je tvoj realen dopust? Moj realen dopust je, mislim, jaz vedno upam na potovanje kot dopust, ker nisem fenica ležanja na plaži. Jaz tako, ne morem za cel dan biti parmer, kaj vam je, a veš. Čeprav sva si prvoščila lani decembra, ker sva bila res zmatrana in sva tako en dan na plaži bila, mislim, na bazenu ali kje, in sva pila koktejle in sva razmišljala, pa se to ni tako slabo, veš? Ni čist bad. Ampak ne bi šlo dolgo, ne? Ne, drugače sem jaz človek, ki rada vidim kaj. Če ne vidim, pa se mi zdi, da veš tako vržen stran čas. Potovanja so tvoje, tudi ena velika stvar. Koliko jih imamo, ne? Fotografija, potapljanje, glasba, potovanja. A veš kaj, ko začenjaš s fotografijo, ti je potovanje sredstvo. Oziroma je vse nekako povezano. Zdaj moram iti na potovanje, moram vzeti fotoaparat. Veš kaj imam jaz zdaj na potovanjih? Eno mičkeno kamerco, ki včasih jo sploh potegnem ven. Ker si mislim, smo pa če tako lepo zavideti. In se capture the moment, ne? Ujemi trenutek. Pa sediš tam in gledaš v prazno in si misliš, svet je lep. Ful ga je treba videti. Veš, koliko imam še na bucket listi. Dej, povej kaj. To imam razkri. Kam si recimo želiš? Kje so tvoje sanje? Italija. Jaz obožujem Italijo. Jaz obožujem Italijo. Jaz sem fenica Italije. Moja knjiga, ki je zdaj v delu, oziroma stoji tam nekje, se dogaja v Italiji. Okay. Ampak drugače rada bi obiskala vse evropske države. Za začetek bi rada obiskala evropske mikrodržave. Tako, največ od vsega sem obiskala Amerike, ker je moj mož strašen Amerika fan. Jaz sem pa ponovadi tako, se bom fajn imela. Če si zadovoljen, sem tudi jaz zadovoljna. To se spomnim, da ste imeli trip po Ameriki. Mi dva sva imela že kar nekaj, po moje 5-6, s tem, da letos marca, ko sem se šla potapljati lani marca, ko sem se šla potapljati, si on mislil, da bo pač počasi obiskal vse ameriške države in je šel sam. Ti si imela potapljanje, sva bila zmenjena, kdaj na dan se slišva in vsi so bili tako, a sta vidva v redu? Spet ne, kaj bodo drugi rekli? Mislim, a sta še skupaj? Mislim, jaz dale trenutno ne, ampak sva ne. Jaz pač ne bi šla v neke bizarne severne ameriške države, ker me ne zanimajo, njega pa ne zanima potapljanje. Zakaj? Koliko ti je to pomembno za srečen zakon? Verjetno ful, da ohranjata ta svoj jaz, da ni nobene potrebe, da hodita na vse stvari skupaj. In predvsem, da je toleranca na obeh straneh. Veš kaj, razlika je v tem, da če nimaš otrok, se moraš kar sam s sabo ukvarjati, oziroma drug z drugim. Ti nimaš distrakcije, ki ti bo včasih mal, ne vem, rešvala zakon. Se tega v bistvu ne bi. Se tega ne bi. Ponovadi pravijo, da pozornost drugam. Tako. In to, da imam jaz svojo individualnost in on svojo, pa mislim, da je bil to dogovor od začetka. Jaz sem en teden pred poroko sedela na tleh, jokala in ne bom se poročila s tabo.
Zakaj? Zato, ker mi je špal govoril, kaj lahko, pa česa ne smem. Meni nobeno govoril, kaj lahko, pa česa ne smem, brkah si normalna. A tudi šefi tega ne naredijo. To pa druga zgodba. To je druga zgodba, samo on je moj šef, veš, drugače teoretično. V službi se moram najaviti na sestanek, tako da tam mi lahko govori, kaj lahko in česa ne smem, doma imamo pa čez drug dogovor. Ne, mislim, zdaj malo banaliziram. Veš kaj, toliko sva si različna, pa toliko sva si podobna, da moraš to se naučiti sprejemati. Pa glede na to, da sva še sodelavca vseh, ne vem, 25-26 let, bi šlo kar narobe, če bi se začela omejevati. A veš, tako mi dva imava par skupnih prijateljev, pa vsak svoje. Ker sva tudi mnenja, če nekaj gre narobe v življenju, rabiš tudi svoje prijatelje. A veš, ker če greš na razen, se morajo prijatelji odločiti, na kateri strani bojo. Velikrat, čeprav ne bi bili ampak so postavljeni avtomatsko. Ne? Tako da imava skupno družbo in imava vsak svojo družbo. In zdaj, če se ozreva na tvojo prihodnost, na tvoje sanje, toliko strasti imaš, toliko stvari počneš, ki so ljubezen tvojega življenja, ker krojijo tvoj vsak dan. Je še kaj, kar si Darja Štravs Tisu resnično želi probati, narediti, kakšen izziv? Vedno na radiju imate skozi te neke izzive, se spomnim. Jaz si želim skočiti v tandemu. Pa nisi še, kaj? Nisem še, ker na zadnje, ko sem bila zmenjena, sem bila še ful mlada in sem delala še na radiju Krka. Veš, s kom sem želela skočiti? Z Vesminom. Z Vesminom, ja. Sem ga hotela omeniti, res si ga imela. Tako na koncu jezika sem ga jaz imela, pa mislim, da sem ga imela tudi ti v mislih. Jaz sem njega še vedno tako ful se ga spomnim in malo me je zafrknulo s tem. Tako da to imam še na bucket listi, izdati knjigo. Okay. Narediti še kakšen komad, čeprav sem pred leti rekla, da ne bom šla več na oder pet. Ampak se je zanj enkrat zgodil nekaj v eni debati z enim frendom in rekel, kako pa če bi še enkrat kaj naredilo. Zdaj, da povali malo to, da je zasejali smo seme, tako vrgli smo, zdaj pa bomo videli, kako bo zrastali iz tega. Tako da, mislim, seveda je ful stvari, rada bi se italijansko naučila, rada bi se nizozemsko naučila. Duolingo. Ampak res je ogromno tega, kar bi še počela. Sam časa ni. Ja, pač vsi imamo 24 ur, prioritete, pa služba, pa tako, ne. Veš, rada bi naredila spet, da pred leti sem rabila in tak hard reset v glavi, veš, ker si ti pod istim odrom, v isti hiši leta in leta, poznaš vsak stol, točno veš, kje bo stol mal nagnen, ker se ne in se zabiješ točno v tizga, pa veš, da se boš, ne. In sem nekaj rabim hard reset in sem v en teater na Hrvaškem poklicala, a lahko jaz pridem k vam fotografirati zase. So me tako gledali, zakaj? Zato, ker rabim spremembo, drug teritorij, ker ga imam zmapiranga. Tam že veš za vse detajle. Tako. In von in vse veš, kaj, ne? In take stvari rabim. Veš, vsake tok cajt iti početi nekaj, kar me malo strah rata. Skoki so neudobja. Tako, in 3 dni ne morem spati. Čeprav jaz imam še zmeri pred vsakim fotografiranjem. No, 4 ure. Premal, ja. Metuljčke imam še zmeri pred vsakim fotografiranjem, ampak rabim veš tist, ki te malo tako, po domače povedam, prpa stisne. Ja, ampak ok, skoki so neudobja ti ravno to prinese. Vedno, veš, vedno iščem take stvari. To te žene naprej, se mi zdi. Se mi zdi, ko govorimo o tem, kakšni smo ljudje, ki imamo toliko ene energije življenjske, ki nas toliko veliko stvari zanima, ki se nikakor ne moremo popolnoma umiriti. Ne? Zdaj, jaz se sicer zelo, zelo že učim tudi tega, ob 2 navihanih deklicah je to še toliko bolj pomembno, da pol jaz tam ne znorim, ne? Ampak ta mir, ti si prej omenila, kako bi tvoj idealen dan izgledal, pižame, serije, 3 kavice. Ja, ima to enkrat na 2 meseca. Tako, ne. Pa samoto si tudi rekla, da jo imaš rada. Veš, kaj bi te pa res na koncu vprašala, mogoče še tako, nikakor ne na svet, ne želimo zdaj tukaj dajati v tem našem podcastu nekih nasvetov, ampak eno tvoje sporočilo za ljudi, ki mogoče že vrsto let sanjajo o nečem. Pokazala si s svojimi primeri v življenju, kaj se zgodi, ko imaš jasno željo, ko si upaš poklicati, pisati, izreči to željo na glas, se pojaviti pred nekomu na vratih. Je to neko tvoje življenjsko vodilo? Pojdi, naredi, pojdi v akcijo, ne sanjaj samo,
ampak naredi, ali je mogoče kaj drugega, kar bi želela ljudem prenesti za nek zaključek najinega pogovora? Jaz sem se vseh teh desetletjih, ko sem bila, ne upam si, kaj bojo pa rekli, kaj pa se bomo sramotila, pa mi bo naroden, kaj jaz dejansko veš, sem človek, ki ima slonovski spomin, pa se vsakega fejla spomnim, sem prišla do tega, da več ga ne, ti pa noben ne more reči. Lahko prideš pa reče, se upravičujem, ne gre, ampak če nisi tega naredil, tega ne boš vedel. Se boš sem spraševal, kaj bi bilo, če bi bilo. Tako da skoč. Mislim, sem ne sklifa. Treba je probati. Veš, koliko imam jaz mladih ljudi, ki me sprašujejo, jaz bi začel fotografirati. Začni. Vzem fotoaparat, kup si fotoaparat, pejt. Stvari za fotografirati je milijon. Ne rabiš tako iti v velik teater. Tudi jaz nisem šla. Jaz sem drajala fotoaparat leta in leta, preden sem zares stopila v dvorano. Ampak po vseh nemogočih stvareh. Ampak tako se učiš. To je res. In če se ne bomo učili, bomo stali na mestu nesrečni. Par 60-ih bomo se spraševali, kaj bi lahko naredili drugače. Jaz sem človek, ki ne bi šla nazaj. Mislim, jaz bi imela telo 20-letnice, zaradi tega, ker bi me kaj bolel, ampak ne bi. Zdaj bi bila. Ta trenutek. Če bi obstajalo ena beseda, s katero bi lahko, ali pa naslov knjige, ki bi jo dala o sebi, prej si omenila, da rada bereš biografije, kakšen bi si pa želela, da bi bil naslov tvoje? Moje knjige? Ja. Kava s teboj. Kava s teboj. Mi dve danes nisva pili. Jaz sem. Prej, ne vem, zate. Jaz sem jo tudi zjutraj, to je jutranji ritual. Ti si prej sama itak rekla, da jih spiješ več, ampak kava s teboj. Veš, kaj se mi zdi fajn, zato ker bi s tem nagovarjala tudi človeka, ki to bere, oziroma nekoga še, ne? Da nisi vedno samo ti. A veš zakaj? Daj povej, zakaj bi bila ta kava s teboj? Zaradi tega, ker jaz jih čist premalo spijem v družbi. In je toliko še kav, ki sem jih dolžna. To je zdaj opravičilo vsem tistim, ki še tistim, ki čakajo, hvala, ker čakate leta. Ampak ja, jaz mislim, da si moramo ljudje čas vzeti za te kave, ker meni se je zgodilo, da ni bila več možna. In dajmo jih takrat piti, no, ko jih lahko. Se lahko tudi kaj drugega, no, in pač ne pijem. Rečemo, gremo na kavo, ja, ampak vse vemo. Druženje, tako da jaz ti bom rekla, hvala, ker si ti danes vzela čas po jutranjem programu, da si prišla postimo malenkosti, nasmeh na obrazu. Leta pridelovanja. Toplina. Mislim, Darja, da se glede tega ne rabi nobena od naju sekirati. Res ti hvala. Vesela sem, po ful dolgem času sva mi dve takole klepetali. Prej sva imeli bolj leta nazaj kakšne službene zadeve, da sva se srečevali. Te pa rada spremljam in te bom še naprej. In verjamem, da so tudi naši gledalci, poslušalci danes vedeli še kakšno stvar, ki je o tebi še niso prebrali, ki je še niso slišali, in da bodo mogoče kaj pogledali na tvoje družbeno omrežje. Videla sem, da nič kaj dosti ne skrivaš teh objav, da so vse bolj javno. Ne, tako da tukaj ni res neke zadeve, ki bi jo hotela skriti. Predvsem ti pa želim, da bi ti zdravje dobro služila. Zato, da boš lahko toliko energična še naprej, pa toliko stvari počela in da jih bomo mi občudovali še naprej. Hvala lepa. Pa Nejcu prenesi lepe pozdrave. Veš, jaz ne bi vsega tega počela, bi njega obživce spravila. Je čisto ok, da te ni vaš čas doma, pa da nisi vaš čas na radiju. Dobro. Hvala ti torej in vse dobro še na nadaljni poti. Hvala tebi. Vam cenjena publika pa hvala, ker ste naju spremljali in spremljajte podcast Dolenjskega lista še naprej.